Fajn, inspiracijski podcast z Majo Monroe. Pozdravljeni, dragi poslušalci, gledalci in sledilci Fajn podcasta, kjer vas vsak teden inspiriramo z zgodbami ljudi, ki sledijo svojemu srcu in so res pravi vzorniki na področju inspiracije in načina življenja, ki ne delaš to, kar te veseli. Danes je z mano, sem zelo vesela, dolgo sem ga vabila v svoj podcast, nazadnje me je zelo inspiriral na svojem predavanju. Aljoša Bagola, marketinški guru, eden najbolj priljubljenih kolumnistov, poslovnež, strokovnjak za to, kako izgoreti in preživeti, očka in predan mož. Aljoša, zdravo. Zdravo, lepo zdrav, hvala za povabilo. Hvala tebi, da si se odzval. Živimo v res norih časih, ne? In se mi zdi, da tvoja knjiga, ki je izšla lani, je en taki pravi švindelcetlc, no, da tako rečem, kako preživeti te nore čase, oziroma kako v njih sploh živeti. In bom te kar direktno vprašala, Aljoša, kako torej izgoreti in iti naprej? Recepturo za to dobro poznam. Ima take sestavine, ki so nam vsem dobro poznane, in to je prevzemanje preveč odgovornosti, potem neka ustrežljivost, razpoložljivost in ta ideja pridnosti, ki nam je bila tako privzgojena, da se je ne znamo znebiti dolgo v odraslih življenjih. To storimo šele, ko nam življenje postavi zid, in se potem moramo pobirati in razmišljati o tem, kaj za vraga je šlo narobe, če pa sem bil tako uspešen. Šele ko smo soočeni z bolečino, je naša pripravljenost za spremembo resnično dovolj velika, da potem to tudi storimo. To je po eni strani žalostno, da nas more najprej ful zaboleti, da se res ustavimo, ampak ti si na svojem predavanju eno tako res ful dobro stvar povedal, in sicer, da je nam ljudem nekako po mojem kar privzgojeno, že iz pradavnine, da moramo pripadati krdelu, ker če nas bo krdelo izločilo, ne bomo preživeli. In koliko je zdaj tu tega vzorca, veš, ko se ti v bistvu tebe zaboli in mogoče ne odreagiraš še takoj, ne? Se veš tista, tudi, da mora na tebe skala past, ker kamenček ni dovolj, ne? Da odreagiraš, ne? Je to po tvojem zaradi tega vzorca, ali so še kakšne druge stvari, ki človeka zadržujejo pred tem, da bi odreagiral, da bi spremenil? Ja, ljudje smo zagotovo bitja, ki moramo prav po nareku narave pripadati in čutiti ne samo fizično, ampak tudi čustveno varnost. In dejstvo je, da v bistvu razvijamo neke mehanizme posnemanja in primerjanja, ki v bistvu, kot si povedala, ne, v plemenu služijo temu, da od odraslih nekako dobimo prave vzorce, da posnemamo prave ravnanja, ki se potem seštejejo v neke naše zdrave navade. In če tega ne storimo, seveda nas pleme izvrže, ker če imamo slabe navade, zmanjšujemo varnost tega plemena, ne? In zato tudi je naš strah pred napakami tak silovit, ker če nimamo tega občutka, da pripadamo, ne, potem se preprosto ne počutimo dobro. In seveda delanje napak nam v naši glavi, v teh preživetvenih centrih, še vedno sporoča, ojoj, pleme te bo izvrglo in umrl boš, ne. Zato napake nekako nezavedno oziroma preživetveno še vedno povezujemo z smrtjo, in zato je ta strah tak silovit, in zato se veliko ljudi boji sprejemati odgovornost. In seveda, če nekako ne prevzemaš odgovornosti tudi za svoje življenje, potem na tej poti edinstvenosti, ki je polna sprememb, polna nenehnega prilagajanja, toliko težje stopaš, ne? In eden največjih inhibitorjev v našem življenju je zato to naše notranje vprašanje, ki je v bistvu že neke vrste trajni monolog, pa se ga niti ne zavedamo. Vprašanje, kaj si bodo drugi mislili o nas. Pravzaprav ne živimo iz sebe, ampak živimo za druge. To je v bistvu tudi zelo zanimivo, da to, kar si zdaj na koncu rekel, ne, pač ena stvar je odgovornost, ki se bova potem še dotaknila, druga stvar pa je zdaj recimo, torej
v bistvu od odraslih, od starejših, ko odraščamo, dobivamo na nek način ta vzorec, ta nek pritisk, da moramo ugajati, zato da smo sprejeti, da smo odobravani, da smo dovolj dobri, ne. Se pravi, drži tudi ta trditev, da izgorelost, tako kot nekateri zmotno mislijo, v bistvu ne izvira iz preveč dela, toliko, kolikor izvira iz slabih odnosov. Kaj zdaj v praksi pomeni pač ti slabi odnosi? Kje so tiste točke v odnosih, ki vplivajo na to, da mi v bistvu potem izgorimo? Če nadaljujeva tam, kjer sva končala, pri nekdanjih plemenskih oblikah našega sobivanja in preživetja, je tam pač moralo celo pleme sodelovati, soustvarjati, se boriti za preživetje. V sodobnem svetu je pa seveda kot neka ključna vrednota zakoličen individualizem. Tudi, sistem sodobne distribucije je takšen, da v resnici en drugega ne potrebujemo in lahko živimo en mimo drugega, kjer pa še vedno čutimo te ostanke pomembnosti pripadanja pa validacije, je pa seveda na družbenih omrežjih, kjer smo odvisni od potrditev, ki pridejo z všečki, komentarji in novimi sledilci. In tako je težko reči, da so sodobni odnosi zdravi, zato ker jim res primanjkuje nekih osnovnih vrednot, kjer, če pogledamo, kaj se dogaja v svetu, so naše vrednote izrazito usmerjene v materialno, v pridobivanje več denarja, stvari, imetja, posestva. In to seveda ni dober skupni imenovalec za to, da odnosi ne bi bili toksični. In temu se pridruži še nekaj, in to je zastarela oblika gospodarske ureditve, ker je ta liberalni kapitalizem, ki je bil iznajden po drugi svetovni vojni in je nekaj časa deloval, seveda zdaj tisti, ki ljudi poganja v visoke obrate. In zato, da pač, še uspeva ali pa da za silo deluje, so kot vodje vse bolj potrebni ljudje, ki so svoje zaposlene ali pa tudi sami sebe sposobni prignati ali pa dejansko izčrpavati za vsako ceno. Čeprav obstaja seveda na drugi strani tudi veliko uravnoteženja z nekimi bolj sodobnimi ali pa recimo temu primernejšimi praksami, je pa ta trend še vedno v porastu in zdaj smo dejansko priča temu, kako toksični odnosi načenjajo celotno družbo, kjer pač zagotovo preveč dela skrajšuje zažigalno vrvico do izgorelosti, ampak ključni faktor je pa, kot si sama na začetku izpostavila, to, da živimo v osiromašenih odnosih brez te čustvene varnosti, veliko bolj brez fizične varnosti, kamor lahko zdaj prištejemo tudi strah pred izgubami službe in nezmožnostmi plačevanja, šolanja kreditov in podobnih stvari, ki v seštevku še toliko bolj prispevajo k tej krizi mentalnega zdravja. Korona je to zgolj še dala na steroide, ampak kriza duševnega zdravja je pa nekaj, kar se odvija že nekaj časa in temu zagotovo posvečamo premalo pozornosti. Če greva zdaj mogoče malo bolj na tvojo osebno zgodbo, ti si ta tip verjetno že iz otroštva, no zdaj ne vem, verjetno zdaj več nisi tako zagnan v to smer, ampak ki si hotel biti vedno najboljši. Recimo jaz sem tudi ta tip, že kot otrok sem hitro ugotovila, da sem lahko v nekaterih stvarih najboljša in kak je to fine feeling, ne? In me pa vseeno zanima na tej poti iz otroštva, koliko je recimo vplivalo, odnos tvojih staršev na to, je imelo kak vpliv ali ne, ali si ti potem, ko si odraščal, ko si šel študirati v Ljubljano, ko so se ti začeli odpirati uspehi, da te je to toliko ujelo, priklenilo oziroma zasvojilo, kak je pri tebi potekal razvoj pač te poti v izgorelost? Ta povezava med, otroštvom pa kasnejšim življenjem, kjer bi moral izpostaviti izgorelost kot nek prelomen trenutek, ni čisto premo sorazmerna. In seveda želja po dokazovanju je nekaj, kar pač otroci imamo, saj je nekako naša najdragocenejša valuta pozornost naših staršev, ki pač jih ne želimo razočarati.
In v bistvu, čeprav si nekako želimo te starševske ljubezni in sreče, ki pride s tem, je pa naše trgovanje s tem precej bolj, bi rekel, kar ekonomske narave, ne. Mi vemo, da jih ne smemo razočarati in zato trgujemo z tem, kako se obnašamo, kaj počnemo. Oziroma, če bi dali v ta tradicionalni slovenski jezik, da smo pridni, ne. To so v bistvu neke stvari, ki te že zgodaj priklenejo na to uresničevanje pričakovanj drugih, ne. Ker če ti nekdo reče, bodi priden, to pomeni, da bodi ubogljiv, poslušaj in izvršuj ukaze oziroma se obnašaj v skladu z temi pričakovanji. S tem se v bistvu ukalupiš, ne? Tudi mimogrede, ne? Bolj ko si ukalupljen, bolj si okej, bolj si sprejet, ne? Po eni strani je naloga staršev zelo zahtevna, saj nas morajo, kot si rekla, ukalupiti, kar pomeni, da nas morajo civilizirati in kultivirati, ne? To je naloga vzgoje, tako da lahko funkcioniramo v nekem splošno dogovorjenem sistemu, ne? In ta pridnost, marljivost je pač tak slovensko zatočišče vzgoji, kjer pač svojim prednikom težko učitamo, saj so dejansko živeli v zelo nenaklonjenim jih okoliščinam, ki so jih mogli izkoristiti najbolje, kot so znali in smeli, ne? In zato pač je ta pridnost bilo neko preživetveno orodje. Je pa pač res, da jaz kot otrok nisem bil preveč priden, no? Vedno sem nekako kljuboval, vedno sem bil pionirskega duha, prvi v kakšnih domislicah, potegavščinah. Ne vem, z tem okoljem odraščanja v gostilniški družini, ki pomeni veliko odsotnosti tvojih staršev, tudi takrat, ko pač jih kot otrok potrebuješ zvečer, ko greš spat. Je pa uravnoteženo z tem, da pač v gostilni spoznavaš, ne vem, stotine ljudi, poslušaš njihove zgodbe, vsrkavaš vse te vtise in po drugi strani tudi ta odsotnost staršev na eni točki pomeni veliko več tvoje svobode. In zato pač se nam svet vedno slika v teh nasprotjih in pač tudi, ko gledamo ali pa zremo v nekaj kot v absolutno slabo, moramo pač prepoznati v tem tudi polovico zelo dobrega ali pa bolj izpolnjujočega. In sam sem se hitro oprtal, ker pač to narediš nezavedno, ne, z tem garaštvom. Tudi kot otroci smo morali veliko in že zelo zgodaj pomagati v gostilni in tega se ne vzameš. Po drugi strani sem pa pač vedno želel, kot si povedala, zmagovati, ne, pač ta ideja zmagovanja in te pohvale in tega v bistvu dopamina, ki se ti izloči, ko deluješ dobro in si priznan, se te hitro oprime in moraš biti hvaležen in se počutiti blagoslovljen, če tvoji starši v to ne intervenirajo presilovito in ti odredijo, v katero šolo moraš iti in kateri poklic moraš opravljati. Potem ta talent pomeni res nek tvoj zaklad, ki si ga izkopal in je samo tvoj. In tako sem jaz z tem svojim zakladom, z tem talentom in željo po ustvarjanju ves čas rasel in si ga prizadeval krepiti. Tako da moj paket ali pa moja prtljaga iz otroštva je zagotovo ta še posebej prekmurski, tudi slovenski kompleks manj vrednosti, ki je povezan z to megalomanskostjo apetitov, ko odkriješ kombinacijo talentov in zmagovanja. In v oglaševanju se ta slednja enačba sešteje na tak zelo glamurozen način, ne? In pač jaz sem že v drugem letniku faksa začel delati na pristopu in začel hitro pobirati nagrade in naenkrat bil v soju žarometov, ovenčan z tem in se rekel, a to samo zato, ker znam to in to in to. Ok, cool, ne? Dajmo še to ojačati. In potem seveda na tem trajektoriju jahaš val in ta val tudi mladostne energije, tega ustvarjanja, ki se mu lahko v celoti predaš, ker nimaš še družine, otrok in drugih obveznosti, je res izpolnjujoč in blestiš.
In tako sem jaz zelo užival v tem. Seveda ne vedoč, da en del tega poganja tudi ta kompleks manj vrednosti, ki pa na točki, ko se strga z verige, začne povzročati veliko škodo. Ne? In seveda je to velikokrat zelo osnovna receptura pri marsikaterem ustvarjalcu, kreativcu, ta želja in pravzaprav globinska potreba po dokazovanju v kombinaciji s to nadarjenostjo, ki omogoča to zmagovanje, pripadanje in tako dalje. In tako je bilo tudi v mojem primeru. Če bi ti vedel to prej, ne? Ja, če si človek bil vedeš, ne, veš, kaj je, v bistvu to bo kar zadnje vprašanje, ker se mi zdi pomembno za vse nas trenutno v družbi. Ne? Tako kot si rekel, dobil sem od staršev neke vzorce, pa prej sva govorila o tem, da v bistvu starejši nam dajejo nek okvir, nam dajejo tudi nek pritisk, nam dajejo mogoče te napačne občutke o tem, kaj pomeni živeti, kaj pomeni se dokazovati, kaj pomeni biti uspešen. Ne? Ti si starš, jaz sem starš. Kaj bi bila po tvojem najboljša strategija za naše otroke zdaj, ko so še majhni, ko se razvijajo, da jim damo tisti pravi vzorec, da jim to, kar si ti zdaj povedal, predamo, da ne bojo razvili mogoče te potrebe po dokazovanju, da ne bodo imeli občutka manj vrednosti, oziroma ko se bo ta pojavil, da se bodo znali z njim soočiti. Kaj je tisto, kar želiš ti svojih hčeri predati? Najprej bi povedal, da pritisk ni nujno slab. Ne? Kot pravi znameniti trener v NBA, Doc Rivers, je pritisk privilegij, ker pomeni, da si v življenju nekam prispel, si na neki točki uspeha in seveda strahovi in pritiski in odgovornost, ki pridejo s tem, so nekaj, kar te dejansko bogati in te prisili k nekemu soočanju. In jaz mislim, da tudi veliko stvari, ki smo jih podedovali, ni slabih. In ne pozabimo še enkrat, da so morali naši predniki preživeti v zelo, zelo zatevnih okoliščinah in pač to moramo znati spoštovati. In predvsem se moramo zato ukvarjati sami s sabo, ne? Ker ko se začnemo ukvarjati sami s sabo, najprej seveda uperimo prst v svoje starše in rečemo, joj, zakaj ste me silili delati to in zakaj ste uporabljali besede, ne vem, bodi priden, uboga in tako dalje, kar pač je zagotovo položilo neke temelje za naše obnašanje, ampak potem moramo biti iskreni do tega, da ne samo, da imamo priložnost to spremeniti, ampak da imamo nalogo to spremeniti. Ne? In zdaj, kako bi jaz ne vem, svojo hčero opogumil k temu, da se vseeno zna soočiti s pritiski, ampak pri tem ne gre tako daleč, da bi izgorela. Pričemer naj poudarim še to, ne, da sem si v izgorelosti najprej učital, kako sem bil lahko tako šibek, da se mi je to zgodilo, namesto da bi ugotovil, da sem bil tako zelo dolgo premočan in preoprten z vsemi pritiski, da sem izgorel zaradi tega. Ne? In zato si moramo tisti trenutek, ko čutimo, da ne zmoremo, ko smo res poskusili pritiske imeti kot privilegij, kot nekaj, kar nas bo krepilo, in se stopimo z tega podivjanega vrtiljaka, v očeh naslikati kot trenutek ne samo iskrenosti, ampak tudi trenutek lastne moči. Zato, ker v tistem trenutku si dovolj močen, da rečeš, poskrbeti moram zase, drugim se mi več ni potrebno dokazovati in odrasel sem samo tako, da znam prepoznati, ko sem v stanju otroka. Ne? To je zelo tako terapevtsko navodilo, da se v odnosih prepoznamo, ko nas kdo obravnava kot otroka. Ne? In to se ogromno ljudem dogaja vsak dan v službi, ne? Ker jim pač nadrejeni reče. Meni je sploh zanimivo ta uporaba dvojine. Poslušaj, a imava midva to že narejeno? Ne? To je tak zelo spreten manever, kako nekoga spraviš v stanje otroka. In tako v bistvu ogromno ljudi živi v odraslih telesih, psihološko pa na nivoju otrok, kjer pač tiste zahteve, tista pravila staršev samo kompenzirajo
z navodili, ukazi in sklepi njihovih nadrejenih. Ne. In isto tudi, kot smo otroci trgovali za to ljubeznijo, tako da staršev nismo hoteli razočarati, to spet počnemo v svojih službah, ne, kjer pač se borimo, da nas bodo malo potrepljali po ramah ali nam pa odmerili kak palec navzgor. In to nas bo spet s tem najlepšim občutkom v življenju nagradilo, da smo ustrezali svojim staršem. Moramo se zavedati, kaj se v nas dogaja. In zato je to raziskovanje notranjega sveta, ki je sploh v tem trenutku, ko se lahko zunanjega sveta tako zelo bojimo, nujno in je pač tu zato pravi trenutek. In za generacije, ki jih vzgajamo, v bistvu moramo naučiti ali pa celo jim moramo privzgojiti zaupanje. No? Zaupanje vase je ključna valuta in zaupanje vase se razvije tako, da pač otrokom pustimo v določenem obsegu, ki je še v sklopu te starševske naloge, da jih civiliziramo, da se odločajo sami, da sprejemajo svoje odločitve, da jim damo stvari na izbiro, da jim kdaj pustimo, da si sami izberejo, ne vem, kaj bodo imeli oblečeno, katero igračo si bodo kupili, kaj želijo za kosilo, pa bodo pri tem pomagali. In to, da jim kot starši tudi, ne vem, zaupamo, da grejo lahko sami v šolo ali pa do prijateljice čez cesto, pa lih ne hodimo vsakega koraka z njimi, ne, jih notranje okrepi, saj s tem premagajo ta strah, ki za tem pride, po drugi strani se pa vsak tak korak spremeni v neko drobtinico zaupanja in zaupanja vase. In ko seveda jim zaupaš sebi in svojim sposobnostim, si sposoben postavljati meje. In tudi to, da se naučimo postavljati meje, ker zagotovo prejšnji socialistični režim tega ni zahteval, ker so bile meje postavljene striktno v vsakem pogledu, je nekaj, kar nas bo obogatilo tudi v odnosu s samim sabo. Ne. Izgorelo se zgodi tudi zaradi toksičnega odnosa z samim sabo, ne, ker pač ti, ne vem, svoje edinstvenosti ali pa dejansko nekemu spoštovanju samega sebe ne dovoliš, da diha in se nenehno ženeš previsoke obrate, nenehno prevzemaš odgovornost od drugih, nenehno skrbiš, da so srečni vsi drugi, vsi okoli tebe, ti pa capljaš potrt s povešeno glavo in se tudi ne prepoznaš v tej vlogi žrtve. Ne? To je še en tak slovenski simptom, da smo zelo radi v vlogi žrtve. Nezavedno uživamo v tej znani bolečini. Ne? Joj, glej, vse sem dal od sebe, pa so me spet gledali. Ne? Glej, kaj naredim za vse vas, vi pa meni tako. Ne? In to so vzorci, ki so zelo skriti, ker jih pač obravnavamo kot, glej, pač takšno je življenje, takšni smo ljudje. In ko začnemo malo bolj odstirati te tančice, se seveda prebijemo do resnic, ki nam pa ne dišijo. Ne? Kot na drugi strani seveda ta razmah narcisoidnih posameznikov, ki pa v tej svoji absolutnosti svojega prav in svojih pričakovanj pa gomazijo vse pred sabo. Ampak obe ti poziciji sta zelo agresivni, ne? Le da je pri vlogi žrtve ta agresija pasivna. Ne? In zato je pravim, psihologija nekaj, s čimer bi se otroci morali seznanjati že v vrtcu, kaj šele v šoli. Aljoša, hvala. Zdaj si v bistvu podal spet en cel kup resnic, ki upam, da so se vas dotaknile, dragi poslušalci. V duhu Aljošine knjige Kako izgoreti in v duhu vsega, kar je zdaj povedal, v bistvu zelo srčno, ker je iz lastnega primera, iz lastnih spoznanj govori. Pojdite naprej v dan, raziskujte to, kaj v resnici ste, iščite pot do prebujanja. Predvsem pa se mi zdi, da moramo vsi malo izmeriti, koliko smo nagnjeni v katerega od ekstremov, ki jih je omenil, ne? Bodi si v ta narcisoidni ekstrem, bodi si v ekstrem žrtve. Namreč nek balans, se mi zdi, je tisto pravo, kar moramo najti in znotraj tega pač potem predajati dobre vzorce tudi našim zanamcem. Tako da hvala, da ste si vzeli čas, hvala, da ste bili z nami. Preberite knjigo, ker mislim, da vsakemu danes prav pride, ker smo vsi tako malo na poti v izgorelost. Aljoša,
tebi pa še naprej lep dan in hvala za tvoj čas in vse dobro, kar si nam povedal. Hvala za povabilo in vse dobro poslušalkam in poslušalcem in gledalkam in gledalcem. Ja, čau! Če ste se imeli fajn in želite še več inspirativnih podcastov, se ne pozabite naročiti na naš YouTube kanal, lajkati našo Facebook stran in slediti Fajn zgodbi na Instagramu. Bodite fajn, vsak trenutek v dnevu.